Napetosti naraščajo med Turčijo, Izraelom in Sirijo, saj je Izrael potrdil napad na sirsko letalsko bazo zaradi nameščanja turških vojakov. Washington zdaj hiti, da bi umiril razmere, saj to pomeni nevarno zaostritev med Jeruzalemom in Ankaro. Več o tem ima Limpa Ohmajer. Izrael je potrdil, da je napadel sirsko letalsko bazo, kjer je Turčija načrtovala namestitev vojakov. Nočni napadi so bili usmerjeni na letalsko bazo Abu al-Duhur v severozahodni Siriji, približno 70 km od turške meje. Izrael pravi, da je Sirijo večkrat opozoril, da bi dovoljenje turškim silam za namestitev tam ogrozilo izraelsko varnost. A vendar je Damask ta opozorila ignoriral. Urad izraelskega premijeja pravi, da sta se Izrael in Sirija dogovorila o ohranjanju obstoječega varnostnega statusa quo in da bi turška namestitev kršila to razumevanje. Turčija medtem odločno zavrača to trditev. Ankara je izraelsko utemeljitev označila za, citiram, lahkomiselno, medtem ko je turški uradnik za Axios povedal, da na bazi ni turške vojaške prisotnosti in obtožil Izrael, da si izmišljuje izgovore za napade na svoje sosede. Napadi so prav tako povečali napetosti z Washingtonom. Ameriški odposlanec za Sirijo Tom Barrack je napad označil za nepotrebno zaostrovanje, ki ne prispeva k stabilnosti v regiji. Tako je za E24 News v sredo povedal, da je izraelski letalski napad na vojaško bazo Abu al-Duhur v Siriji, citiram, pomenil resnično tveganje, da hitro preraste v neposredno vojaško soočenje med Izraelom in Turčijo, kot tudi Sirijo. Nadaljeval je z besedami: turške sile niso vedele, da so izraelska letala na poti na to določeno sirsko bazo. Prav tako niso vedele, kakšen je bil njihov cilj. Zato so se morda odločili, da pošljejo lastna lovska letala, saj so verjeli, da so sami pod napadom. Včerajšnji dogodki so bili resni in zaskrbljujoči. Vendar nam je odleglo, da ni bilo smrtnih žrtev in da se situacija ni zaostrila. Barak pravi, da ZDA zdaj delajo na vzpostavitvi formalnega mehanizma za deeskalacijo med Izraelom, Sirijo in Turčijo, da bi preprečili, da bi se takšni incidenti zaostrili. Letalska baza ni več v uporabi kot namensko vojaško letališče od leta 2013 in je večkrat zamenjala lastnika med sirsko državljansko vojno. Sirski državni mediji so poročali, da je Izrael izvedel 8 napadov na vzletno pristajalno stezo in skladiščne objekte. O žrtvah niso poročali. Izrael že dolgo izvaja napade v Siriji, predvsem na tisto, kar samo označuje kot iranske vojaške dejavnosti in prenos orožja Hezbolahu. Toda od padca Bašarja al-Asada je Izrael prav tako ostal previden do novega sirskega vodstva, medtem ko se je Turčija pojavila kot ena glavnih vojaških in političnih zaveznic Damaska. Za Washington je zdaj glavna skrb preprečiti, da bi Izrael, Turčija in Sirija zdrsnili v širši spopad. Barak pravi, da ZDA že omogočajo izmenjavo informacij med stranmi, vendar je potreben močnejši sistem. Njegovo sporočilo: pogovarjanje je veliko cenejše kot sporazumevanje prek zračnih napadov. Pridružila se nam bo samostojna novinarka iz Turčije, Laura Wells. Hvala, ker ste z nami. Torej, očitno gre za veliko zgodbo. Predstavljam si, da ljudje o tem tudi govorijo. V Turčiji, glede na turške medije in turško perspektivo, kaj pravijo o tem, kar se je zgodilo? Na splošno Turčija meni, da Izrael išče konflikt in da želi razširiti svojo prisotnost zdaj v demilitarizirani coni na jugu Sirije. In menijo, da za to ni bilo nobenega povoda. Če pogledate, avgust 2025 sta Sirija in Turčija podpisali varnostni sporazum, v katerem Turčija pomaga uriti in oboroževati sirsko vojsko. Netanjahu, ki je medtem dejal, da Sirija ruši status quo. In v skladu s tistim varnostnim sporazumom iz avgusta 2025 med Turčijo, da ni videti ničesar, ni bilo nič posebej novega. Po arabskih poročilih je bila v ponedeljek na letalski bazi Abu al-Duhur turška delegacija in razpravljali so o morebitni obnovi ene od vzletno pristajalnih stez. Vendar je turška predstavnica dejala, da v času letalskega napada sredi noči na bazi ni bilo turške vojaške prisotnosti. Še je temu tako in je bila tam delegacija, ali vemo, kakšna bi lahko bila ta delegacija? So rekli, ne, v redu, ni vojske, ampak bi lahko bile turške delegacije tam še vedno v drugačni vlogi.
Nismo prepričani, razen tega, kar je povedalo turško zunanje ministrstvo. Vemo pa, da ima Turčija veliko prisotnost v Siriji že od začetka sirske državljanske vojne. In po poročilih ima vsaj 12 vojaških baz in več kot 100 postojank po vsej Siriji. Približno 2/3 do 3/4 prebivalstva Sirije so suniti in obstaja naravna povezanost s Turčijo, ki je pretežno sunitska država. Poleg tega je bil Al-Šara vodja Tavhida, Al-Šama in tudi fronte Al-Nusra. In to so sunitske islamistične vojaške skupine, ki so se borile proti Asadu. Tako obstaja naravna povezanost med tema dvema skupinama. In kot veste, se je Turčija med to državljansko vojno prav tako borila s kurdskimi skupinami na severu Sirije. In pred kratkim je podpisala mirovni sporazum s PKK, separatistično militantno skupino, ki se že 40 let bori proti turški vladi. In PKK se je strinjal, da se bo razorožil. Kljub temu želi Turčija ohraniti svojo prisotnost v Siriji, medtem ko se zdi, da Izrael tega noče. Torej, z vidika predsednika Trumpa sam se še ni izrekel, ampak jasno je, da smo govorili o Tomu Baraku, ki je veleposlanik, prav tako odposlanec za Sirijo, ki je za i24 News opozoril in povedal, da bi to lahko pomenilo resnično tveganje za stopnjevanje neposrednega vojaškega spopada z Izraelom, Turčijo in Sirijo. Ali je to nekaj, kar bi se verjetno lahko zgodilo, glede na to, kako ljudje reagirajo na komentar veleposlanika? Turčija me išče vojne in pravzaprav se je poskušala izogniti vojni, razen podpore, ki jo je nudila upornikom med sirsko državljansko vojno. Obstaja precedens za spopad. Leta 2015. Rusko letalo je vstopilo v turški zračni prostor, čeprav Rusi pravijo, da se to nikoli ni zgodilo, in so ga sestrelili, kar je takrat povzročilo veliko diplomatsko krizo med Turčijo in Sirijo. Kasneje so popravili svoje odnose, ampak takrat je bila to velika kriza. Turčija je povedala, da ne bo dovolila, da bi bila suverenost Sirije ogrožena, in mislim, da bi to morali vzeti resno. Kljub temu, če Izrael išče spopad, mislim, da ga bo tudi našel. Prav, najlepša hvala. Laura Wells se nam je pridružila iz Turčije.